Spoštovani, hvala lepa za vabilo in tudi to priložnost, da nekako spregovorimo o dveh pomembnih temah, ki so in so tudi bile v zadnjih dneh ključna tema. Na eni strani seveda te ukrepi vlade in po drugi strani način, kako smo želeli uveljaviti te ukrepe, in tu je po moji oceni socialni dialog ključen, izpostavljen inštrument. Torej vlada, ko je nastopila mandat, je izoblikovala koalicijsko pogodbo in v tej koalicijski pogodbi je postavila dogovarjanje s socialnimi partnerji. Vemo, da imamo dva sklopa oziroma dva socialna partnerja, to so delodajalci in delojemalci, na visoko prioritetno raven, pa ne samo to, glede na nekatere izzive v družbi, še posebej pokojninsko reformo in podobno, je postavila v ospredje tudi medgeneracijski dogovor. Namreč skozi socialne partnerje se dostikrat tudi ne da v celoti pokriti zainteresiranih pri sooblikovanju rešitev prihodnosti. To smo potem želeli operacionalizirati skozi socialni sporazum, zato smo dokaj hitro, že v prvih 100 dneh, izpogajali tudi izhodišča za socialni sporazum, ki jih je podpisal del sindikatov, delodajalci, in seveda vsebinsko je bilo usklajeno tudi z praktično vsemi sindikati, pri čemer so si nekateri vzeli pridržek, da to podpišejo po koncu usklajevanj o zakonu o uravnoteženju javnih financ. Torej prva pomembna preizkušnja, vsebinska preizkušnja je bil gotovo ta paket okoli rebalansa proračuna za letošnje leto in okoli zakona o uravnoteženju javnih financ. Tu je vlada šla na en interventni način, pravno, bi rekel, na meji ali mogoče tudi čez, reševati nekaj, kar je nujno rešiti v kratkem obdobju. Zaradi tega, ker verjame in je verjela vlada in verjame tudi naprej v koncept reševanja nastalih razmer. Ta koncept je pa zelo preprosto rečeno sledeč, ali poenostavljeno rečeno. V trenutku ustvariti pogoje za to, da načrtujemo skozi gospodarsko aktivnost, tudi skozi strukturne reforme, neke srednjeročne in dolgoročne rešitve. Trenutno je pa potrebno seveda to ustvariti skozi to, da saj približno uravnotežimo javne finance v skladu z obljubami, ki smo jih dali tudi pristojnim inštitucijam, tako v Bruslu kot drugim inštitucijam finančne narave. Torej, ta prvi ukrep je bil zgolj potreben, nikakor pa ne zadosten pogoj, da pride Slovenija iz te nezavidljive situacije oziroma iz krize. Temu morajo slediti nemudoma naslednji koraki, katerih glavnina mora iti v seveda ukrepe za oživitev gospodarstva in ukrepe za nekatere strukturne prilagoditve, tako na trgu dela, pokojninska, zdravstvena, bodisi reforma ali sprememba zakonodaje, kakorkoli jo imenujemo. Torej, toliko glede razumevanja koncepta. Pri nas se ne spopadata dve smeri, ki so danes tudi izpostavljene v Evropi, češ ali varčevanje ali vlaganje oziroma v nova delovna mesta. Pri nas je to seveda kombinacija obeh. Najprej zategniti pas in ustvariti torej neke fiskalne pogoje za to, da se seveda zgodi drugo. Zato bi rad seveda razblinil tudi ta paradoks, ki je danes v evropskih krogih in seveda je danes paradoks Grčije in številnih drugih držav, ki so v podobni situaciji, češ ali, ne vem, zategovanje pasu ali neka ekspanzivna politika povezana z gospodarsko aktivnostjo. Jaz mislim, da ni rešitev ne eno, ne samo drugo, ampak v neki ustrezni dinamiki. Seveda, to gre za izredno zahtevne rešitve. In v pravno-formalni ureditvi, kot velja v Sloveniji, je nemogoče uveljaviti te rešitve, to se pravi praksa pokazala, brez dogovarjanja in kar se da širokega dogovora s socialnimi partnerji. Seveda je zato potrebno najprej bilo narediti dve predpostavki, ki sta po moje bili za vsa ta pogajanja zelo ključni. Ustvariti neko zavedanje o situaciji, v kateri smo. Dostikrat lahko mi seveda smo prepričani, da nekaj delamo prav in če ni nek širši krog, zlasti po socialni partnerji,
ne delijo mnenja, saj delno z nami o obstoječem stanju, je seveda težko jih prepričati v ustreznost načrtovanih rešitev. No in zato so bila nekatera uvodna srečanja pravzaprav namenjena podatkom o aktualni situaciji v Sloveniji, nekaterim napovedim za naprej, tudi ne samo vladnim, tudi širšim. In seveda na tem polju je bilo več kot jasno, da moramo stopiti po obeh scenarijih, torej po scenariju uravnoteženja javnih financ in po scenariju spodbujanja gospodarske aktivnosti. Druga stvar, ki je prav tako pomembna, je to, da je vlada enotna na tem področju. Najslabše za kakršnakoli pogajanja s socialnimi partnerji bi bila neka pretirano heterogena struktura pojmovanja te aktualne situacije. Jaz mislim, da je bilo v prejšnji vladi veliko tega, naprimer, spomnim se notranje ministrice, ki je govorila na eni strani, kot je bila neke vrste odvetnik, recimo temu policistov in podobno, in hkrati seveda pričakovati potem od vlade, da bodo te istega državnega aparata lahko udejanila neke vrste ukrepe, ki so seveda boleči in zoprni. Podobno bi bilo recimo tako, kot če bi bil gospod Turk, recimo nek odvetnik šolskega sistema in bi probali skozi vlado potem udejaniti takšne ukrepe. Zato je bilo seveda zelo pomembno, da je vlada tu, in tu smo tudi precej energije posvetili, da smo se poenotili in da smo začrtali tudi te okvirje za naprej. Ukrepi so bili seveda sprva predlagani, kako bi rekel, odmerjeno ostri. No? Izkazalo se je, da so bili v določenih segmentih preostri in da smo za nekatero obležitvijo dosegli dogovor prej, nekje pa kasneje, nekje pa še to poteka, ta poskus doseganja z dogovorom. Jaz se moram tu pravzaprav najprej dotakniti Zveze svobodnih sindikatov, ki je seveda že zelo zgodaj odreagirala na naše ukrepe za uravnoteženje javnih financ in je tudi konkretno odgovorila. In stekli so pogovori in meni je postalo jasno že po 2 dneh teh pogovorih, da bo možno najti dogovor. Ne. Vedno sem se pa bal, ali je v zadnji kaj drugega, kakšen politični interes, kakšen drug interes. In moram reči, na koncu, ko smo pregnali zadevo do konca, tudi za Zvezo svobodnih sindikatov, bi težko verjel, da je bilo kaj vzadaj in da je bilo vzadaj zgolj to, da se proba umiliti nekatere naše predloge, tudi skozi prizmo gledanja sindikalne strani. Torej, dogovor Zveze svobodnih sindikatov je bil prvi. Nadaljeval so se pogajanja z stavkajočimi sindikati in tudi nestavkajočimi sindikati javnega sektorja, skozi seveda pogajalske skupine in verjemite mi, ni lahko doseči dogovora pri seveda kategoriji javnih uslužbencev, ki praktično vsi zgubljajo pri plači. Zdaj, če boste v katerekoli javnega uslužbenca vprašali, imajo vsi prenizke plače, to je vsaj njihovo mnenje. Ne? Če boste vprašali tiste v realnem sektorju, mislijo, da imajo vsi previsoke, ampak javni uslužbenci so se pogajali preko svojih sindikalnih predstavnikov in seveda tudi tu je bilo sprva seveda naša bojazen, ne, ali so seveda ti sindikati zgolj nek inštrument nekih drugih interesov. In to se mi zdi največji problem socialnega dogovarjanja. Če se za socialnimi partnerji skrivajo recimo politični ali pa mogoče celo čisto destruktivni, da pač ni všeč nekomu neka vlada, pa mogoče tudi ne ve, katera bi bila boljša. Skratka, da niso te razlogi v zadnji. In tudi na koncu, ko smo dosegli dogovor z sindikati javnega sektorja, sem prepričan, da tega ozadja ni bilo. Zdaj, zakaj? Težko rečem, ali smo seveda se trudili tudi skozi nekatere kompromisne rešitve iskati dogovor, ali je bilo to tisto, ali je bilo res neko zavedanje, da moramo v tej državi narediti končno tudi ta zoprn korak tisto, da smo seveda našli ta skupni imenovalec. Ostali so zdaj samo še sindikati oziroma 2 sindikata policistov, ki sta na sprejet zakon o uravnoteženju javnih financ v parlamentu in seveda posledično rebalans
zbrala po moji oceni, relativno minoren kvorum za začetek postopka zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Ta grožnja še vedno je nad tem zakonom in tu se na vladni strani ne bojimo toliko ali pa bi rekel manjši problem vidimo v morebitnem zbiranju 40.000 podpisov in tudi ustavni presoji. Večji problem vidimo v zamiku uveljavitve tega zakona, ki če pade, čez 1.7. je seveda to katastrofa za javne finance. Namreč s 1.7. prenehajo veljati nekatere interventne določbe glede zamrznitve napredovanj, glede usklajevanja pokojnin, glede številnih drugih, ki pomenijo 100 milijonske takoj dodatne stroške v proračun. Zato se seveda trudimo zdaj najti nekatere skupne imenovalce tudi s policijskimi sindikati, seveda brez, da bi rušili dogovore z ostalimi in enotni plačni sistem v javnih uslužbencev v tej državi, brez, da bi posegali v nek uveljavljen sistem dodatkov, ki ga poznamo, da bi zgolj skozi obravnavo specifik policijskega dela in nekatere tudi krivice, ki se zgodijo policistom, roko na srce, tudi oblikovali te rešitve in kompromis na tem področju. Naprimer, recimo, kaj je ena njihova izmed elementarna zahteva, ki bi po moje bila lahko seveda tudi, je seveda, da se plača strani države tisto, kar se je država že obvezala plačati v preteklosti in kar izhaja iz obstoječih ureditev. In tudi tu je zaradi pomanjkanja sredstev bil problem v preteklosti in jaz upam, da ga lahko tudi uspešno zaključimo. Zdaj seveda, jaz upam za tega, ker upanje umre zadnje, ne morem napovedovati, kar se bo zgodilo, vendar imamo rok za uveljavitev relativno kratek. Vedno v tem socialnem dialogu, to je specifika v Sloveniji, je tudi razmeroma diverzificiran pristop zlasti socialnega partnerja, ki združuje sindikate. To se je pojavilo pri recimo pogajanjih z sindikatom javnega sektorja. Veste, tam najti skupni imenovalec med policijskim sindikatom, sindikatom recimo vzgoje in izobraževanja, sindikatov carinikov, sindikatov zdravniške nege, Fidesom, je misija skoraj nemogoče. Zato ne bo čudno potem, da smo podpisali ta dogovor z 21 sindikati od 32 ali 33, mislim, da je to. Morate vedeti, da imamo recimo tudi sindikate, ki združuje, ne vem, sindikate se mi zdi, da teh pomorščakov, ampak ne pomorščakov, luške kapitanije, na primer, ne. Zdaj, to jaz razumem, da je ki v Angliji, v Franciji ali pa, ne vem, v Italiji, da je pa to v Sloveniji, ne, tudi morate vedeti, to so zelo specifični interesi, ki se zelo težko uveljavijo skozi eno tako diversificirano, mislim, skozi to tako eno posplošeno sindikalno prizadevanje. Tu nekateri močnejši potegnejo, nekateri so pa potem razočarani. In zato se dostikrat zgodi, da se seveda potem vsi ne priključijo dogovoru, ker so tudi na nek način potlačeni v ozadje strani večine drugih sindikatov. Ne? Tako da tudi to je potrebno upoštevati, ko iščemo te dogovore in potem seveda smo se pogajali torej za temi stavkajočimi in smo imeli drugo paleto sindikatov, ki niso stavkali, naprimer Fides in podobni. Ne? Tudi z njim je korektno, da smo nekatere zadeve zaprli, ki so bile odprte. Tako da jaz moram reči, da smo v relativno kratkem času, predvsem po moji oceni zaradi tega pristopa in tudi, še enkrat po moji oceni, zaradi neozadja, uspeli najti pač te dogovore. In jaz se pravim, srčno upam, da mi bo to uspelo in da nam bo to uspelo tudi v prihodnje. En tipičen, po moje, zelo pomemben ukrep, ki je bil odločilen v primeru teh pogovorov z sindikati, je seveda angažiranost tudi generalne policijske uprave pri teh pogovorih. Ne more se to samo minister za notranje zadeve ali vlada pogajati. Zelo potrebno je, da na vladno stran zelo aktivno v iskanju rešitev seveda pristopi tudi neposredni delodajalec policistom.
Smo v preteklosti dostikrat občutek, da temu ni bilo tako, no, milo rečeno. Zato bi, se verjetno ne sme biti predolg, ne? Nasprotno. Možete biti čim daljši in čim bolj izčrpni. Torej, v Sloveniji je tudi ena specifika, ki daje vladi, sploh takšni, ko je bila že enkrat na mandatu, kot je naša, in na podlagi tega, kar smo gledali v preteklem mandatu, ko smo se tako učili še od napak drugih, vloga socialnih partnerjev, zlasti sindikatov, je izjemno močna, predvsem zaradi referendumske zakonodaje. Recimo Zveza svobodnih sindikatov, pa verjamem tudi SVIZ, sindikat vzgoje in izobraževanja, ima sta infrastrukturo, da zbereta 40.000 podpisov, verjetno zlahka. Sploh za en takšen zoprn zakon, kot je bil ta zakon o uravnoteženju javnih financ. Ko imate recimo nezadovoljne tudi kategorije upokojencev, ker se jim posega v letni dodatek, imate vse javne uslužbence nezadovoljne, ker se posega vse v plače in pravice, regres in tako naprej. Tako da vlada, če je želela temu zakonu dobro, razen če ni seveda špekulirala, da bi seveda bil na ustavnem sodišču ta referendum pač ocenjen kot neustaven, torej, če bi šli na to špekulacijo, če ni želela iti na ta zadnjo skrajno, je tudi morala narediti te pomembne korake v smislu dogovora. Neko vztrajanje, trmarjenje pri začetnih rešitvah, ne vem, če bi pripeljalo k dobremu koncu. Tako da zdaj smo daleč pri koncu in to je tudi paradoks za naprej. Jaz se rečem, za en tak zakon, ja, ampak za vsako stvar, tudi pomembno pa je veliko vprašanje, ali je seveda naša referendumska zakonodaja ustrezna ali ne. Tudi na tem polju zdaj teče parlamentarna diskusija in iskanje 60 glasov za take in drugačne spremembe. Kot vidite, je zlato pravilo, bojim se, da pokopano, kar se tiče parlamenta in sprememb slovenske ustave, čeprav je seveda že sama ratifikacija te pogodbe v parlamentu močno sidro, verjetno tudi za ustavno sodišče. Vprašanje, ali potrebujemo tudi ustavne spremembe na tem področju, dobrodošle po moji oceni bi bile. Ampak, torej, tudi na podlagi teh izkušenj bo verjetno prišlo do omejitve možnosti razpisov referendumov za določene specifične teme, zlasti teme z področja financ oziroma teh, ki imajo neposredne učinke, lahko usodne učinke na finančno stabilnost države. Zdaj, kakšne rešitve bodo prišle, kakšne ne, je seveda veliko vprašanje. In moja ocena je tudi ta, da bi bil veliko vprašljivo, ali bi bil referendum o pokojninski reformi v prejšnjem mandatu dovoljen, oziroma bi do njega prišlo, kolikor bi imel ta referendum res neke neposredne kratkoročne finančne učinke. Tu se mi zdi, da vlada ni znala to utemeljiti v prejšnjem mandatu, verjetno tudi teh učinkov kratkoročnih ni bilo. Tako da, to sem na koncu zdaj za nalež povedal, ne, da vsak razumen politik v tem času, ob tej referendumski zakonodaji, je primoran. Hočeš, nočeš, primoran narediti vse, da prije do dogovora. Res vse. In na koncu zračunati, glejte, se mi smo tudi to delali. Ali gremo lahko v spremembe ob tem dogovoru in bomo dosegli cilj. Če bi ocenili, da ne moremo doseči cilja, pol verjetno tudi ne bi vztrajali na dogovoru. Če smo pa še ocenili, da lahko dosežemo ta cilj in dosežemo dogovor, je pa to seveda idealno, kar moram reči, da se je že zgodilo. Tako da to, kar se dogaja zdaj z policijskimi sindikati, je seveda poskus, da damo še tisto jagodo na vrh tega, ampak gotovo pa tudi tu ne bomo zaradi policijskih sindikatov recimo šli rušiti enotnega plačnega sistema v tej državi in nekaterih dogovorov z drugimi, ki so bili že doseženi. Mogoče toliko vodoma.